Živijo, dobrodošli v Infodromu, moje ime je Lea in za vas imam novice dneva. Tom telefon, pravi naslov, ko potrebujete prijateljski nasvet, pomoč ali tolažbo. Orožje v Ameriki še vedno zlahka dosegljivo. Politiki zavrnili predlog zakona o strožjem dostopu do orožja. Nenavadno odkritje, nasedel kit glavač, v katerem se skriva velika dragocenost. 116 111. To je številka, ki si jo je dobro zapomniti. Mnogi od vas jo že poznate in kličete Tom telefon, telefon za otroke in mladostnike, saj tam na leto prejmejo okoli 30 000 vaših klicev. Kadar ne najdete nikogar, ki bi mu lahko zaupali, vas je sram pred prijatelji ali pa se bojite, da vas starši ne bi razumeli, se je najlažje pogovoriti s svetovalci, ki so tam zato, da vas poslušajo in razumejo. Ura je 3 popoldan in takrat je na Tom telefonu linija pogosteje zasedena. Kako misliš to, da si zelo osamljena? Osamljenost je v bistvu tema, v kateri otroci in mladostniki spregovorijo na različne načine. Recimo otroci povedo, da so žalostni, da nimajo več veselja, se udejstvovati v neki dejavnosti. Za občutek osamljenosti je več razlogov. Lahko so te izločili iz skupine v razredu ali pa ni nikogar doma, ko prideš iz šole, saj morajo starši veliko delati. Prav to je Anin primer. Tudi mami več dela od 4 gre delati in potem pride ob 9 domov. Pa po telefonu se kdaj me pokliče, ampak jaz bi tudi, da bi bila z mano. Osamljenost pa ne pomeni nujno biti sam, ampak se včasih zgodi, da si ljudje, ki jih imamo radi, ne vzamejo časa, da bi nam prisluhnili. Če nek 12-letnik reče, jaz sem osamljen, jaz to razumem kot potrebo po tem, da so mi starši na voljo, da so starši tukaj zame. Kakšen je sploh zate občutek osamljenosti? Kako se takrat počutiš? Žalostna sem. Ampak navajena sem že tega. Česa? Osamljenosti. V takih trenutkih je pomembno, da najdemo nekoga, na katerega se lahko zanesemo in mu zaupamo. Lahko so to starši, prijatelji, sosedje, tete, učitelji ali socialni delavci v šoli. Od 12. do 20. ure pa je vsak dan na voljo tudi Tom telefon. Bodite super! To je sporočilo 9-letnega Robija Novaka, ki si pravi kar otroški predsednik. Zaslovel je z objavo posnetkov na YouTubeu, v katerih poziva ljudi, naj na življenje gledajo svetle plati. Videe se je ogledalo že več milijonov ljudi, med njimi ameriški predsednik Barack Obama, ki je Robija povabil v Belo hišo. Robi Novak je živahen 9-letnik, ki je vedno dobre volje, kljub temu, da ima kronično bolezen, sindrom krhkih kosti, zaradi katere težko hodi. People. Please need grown-ups to chill out. This is life, people. You got air coming through your nose. You got heartbeat. That means it's time to do something. Prav zaradi svojega optimizma je priljubljen po celem svetu. Za svojo mizo pa ga je povabil tudi predsednik Združenih držav Amerike. Na to mu je predsednik razkazal vse zgodovinske predmete, ki jih hrani v pisarni. Robi pa mu je obljubil, da bo pridno hodil v šolo. Za predsednika pa je imel tudi pomembno vprašanje, kako lahko otroci in odrasli skupaj spremenimo svet. Ob koncu obiska sta se predsednika tudi objela. Ostajamo pri Obami, ki je jezen. Včeraj so namreč v ameriškem senatu zavrnili njegov predlog zakona o strožjem dostopu do orožja. V Ameriki zadnje 4 mesece poteka vroča debata o orožju. Zagovorniki pravijo, da je nošenje orožja ustavna pravica, nasprotniki pa, da bi morali dostop do orožja omejiti. Poglejmo, kaj se dogaja. Decembra lani je 20-letni Adam Lanza vdrl v šolo v mestu Newtown v zvezni državi Connecticut in ustrelil 20 otrok ter 8 odraslih. Po strelskih obračunih v krajih Columbine, Sheridan in Oakland je ta dogodek dokončno sprožil razpravo o tem, da je dostop do orožja v Ameriki preenostaven. V ameriški ustavi pravic in svoboščin, ki je glavni državni dokument, namreč piše, da lahko orožje kupi kdorkoli. Kupec je lahko vsak, ki v preteklosti ni storil zločina in je star 18 let ali več.
Predsednik Obama poziva ameriški senat, ki odloča o spremembi zakona, da se dostop do orožja omeji. Želi bolj nadzorovati nakup orožja prek interneta in na črnem trgu pri prodajalcih, ki nimajo dovoljenj za prodajo. Mnogi državljani se z njim strinjajo, podpirajo ga tudi politiki v državi Connecticut, kjer se je zgodil zadnji obračun. Tam so že poostrili zakon o uporabi orožja. Po novem zakonu v državi Connecticut se mora vsak, ki želi kupiti orožje, registrirati v seznam uporabnikov in navesti, zakaj bo orožje uporabljal. Zasebni uporabnik lahko kupi le nizko zmogljivo orožje. A čeprav omejitev orožja velja v Connecticutu in tudi v zvezni državi New York, je pot do orožja po ostalih zveznih državah Združenih držav Amerike še vedno precej enostavna. Ameriški senat, kjer sedijo politiki, ki imajo edini v državi možnost spreminjati zakonodajo, je včeraj namreč zavrnil predlog o spremembi zakona o omejitvi dostopa do orožja. Akcija Bistroglavo varuje čelada. Središče Maribora je preplavilo 141 mladih kolesarjev iz 13 mariborskih osnovnih šol. Pomerili so se v spretnostni vožnji, izvedeli pa so tudi, kako varno kolesariti, kakšno opremo potrebujejo in kako pravilno namestiti čelado. Skupaj s policisti in redarji so se podali tudi v mesto in odkrivali kolesarske pasti. Ste se kdaj vprašali, kako parfumi ohranijo svoj vonj? Parfumi vsebujejo posebno snov, imenovano ambra, ki se skriva v oceanih. Našli so jo tudi v največji živeči zobati živali na svetu, ki je nasedla na Nizozemskem. To ni kamen, ampak ambra. Ambra se nahaja v črevesju kita glavača. Pomaga mu, da se njegova hrana hitreje prebavi. Kit glavača ambro navadno izloči v morje v majhnih delcih. Včasih pa ostane v prebavilih in počasi raste tako, da je kit ne more več iztrebiti. Prav to se je zgodilo tudi s kitom glavačem, ki je nasedel na otoku Texel ob Nizozemski. Raziskovalci so v njegovem črevesju našli 2-krat večjo količino ambre kot je običajno, saj ponavadi delci ambre tehtajo od 14 gramov do 45 kilogramov. Het is al uniek dat er een potvis strandt. Dan is het nog unieker dat 1 op de 100 potvissen amber bevat. Deze bevatten amber. En dan zit er ook nog 83 kilo amber in. Dat is echt een unieke vondst. Najdba je pravi zaklad, saj je kos vreden približno 1 milijon evrov. Čeprav smrdi, jo v kombinaciji z drugimi vonjavami uporabljajo za izdelavo najboljših parfumov. Prekrasen dan je za nami, jutri pa bomo na severu države spet potrebovali dežnike. Zjutraj bo še sončno s temperaturami od 7 do 13 stopinj, čez dan pa bodo s severa k nam prišli oblaki in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Toplo bo od 13 do 23 stopinj. Poslavljamo se z vašo novico. Na osnovni šoli Šmarje pri Jelšah je 63 učencev noč preživelo ob branju, plesu in peki palačink. Organizirali so namreč noč branja. Hvala za fotografije. Vabljeni, da nam kaj zanimivega pošljete tudi vi, obiščite Infodrom na spletu in ne pozabite na nas jutri. Ob 18. bo z vami Jan. Dio!